Pozdravljeni, sem Jure Mencinger in sem del skupine za simulacije in akustiko v Gorenju, ki je sedaj del podjetja Hisense. Mogoče predno začnem z to predstavitvijo, bi povedal še, da obstaja še skupina, ki se pa ukvarja s strojnim učenjem tudi v Gorenju, tako da navezava na prejšnje teme. Zdaj, predstavil bom eno tako dost inženirsko temo, uporaba HPC pri razvoju gospodinjskih aparatov, kako pač to počnemo v Gorenju. Za primer sem si izbral kar razvoj sušilnega stroja za perilo, ki je večini poznan. Zdaj, da bomo vedeli, kaj pravzaprav sploh računamo, bom predstavil še neke osnovne principe, se pravi, katere enačbe sploh rešujemo. Potem seveda, zakaj pravzaprav uporabljamo HPC, zakaj ne kar navadne recimo delovne postaje. No, saj mislim, da je bilo že to dosti jasno nakazano. In pa potem še, kako pa dejansko izgleda uporaba. Morda bom izzval zdaj prejšnje govorce, ki so izpostavili, da zahteva precej znanja. Mislim, da bi rekel, povprečen inženir se v kakšnem dnevu nauči uporabljati tudi HPC. Tako da, no, tole je zdaj ta sušilni stroj za perilo. Zdaj, kaj pravzaprav računamo? Morda bi predstavil še princip delovanja. Vsak tak sušilni stroj za perilo deluje na način, da v njem kroži zrak. Perilo, ki damo v boben, obteka suh in sorazmerno vroč zrak, ki prejme vlago, potem vlažen zrak potuje v hladen toplotni prenosnik, kjer na površini prenosnika vlaga kondenzira in odteče, se pravi, se zbira v neki posodi. Se pravi, te toplotni prenosniki so del recimo toplotne črpalke, konkretno hladni prenosnik je seveda uparjalnik toplotne črpalke. No, potem posušen zrak se zopet segreje v vročem toplotnem prenosniku in potem se ta zrak zopet vrne v boben. Za vse skupaj pa seveda zagotavlja, kroženje zraka pa zagotavlja ventilator, izbrani. Zdaj, kakšni so cilji pri razvoju aparata? Se pravi, uporabniška želja je seveda, da aparat suši čim hitreje, potem seveda, da porabi pri tem čim manj energije, da po možnosti deluje še tiho. No, želja proizvajalca je pa seveda nizka proizvodna cena, pa v končni fazi tudi uporabnika, ki dobi cenejši aparat. No, zdaj, kako dosegamo te razvojne cilje? Ena je seveda pravilna izbira komponent. Naslednja možnost, oziroma naslednja stvar, s katero se pa ukvarjamo, je pa, da je stroj čim bolj učinkovit, je potrebno zagotoviti čim višji pretok tega krožečega zraka. Zdaj, od česa je ta pretok odvisen, vidimo iz tega grafa na desni, se pravi, ki prikazuje na X-osi imamo pretok zraka, na Y-osi pa tlačno razliko. In zdaj te dve krivulji z polno črto označeni sta karakteristiki ventilatorja, ki povesta pravzaprav, da ventilator pri zelo majhnem uporu lahko dosega visoke pretoke, pri neki maksimalni tlačni razliki pa dejansko je pretok enak nič. Zdaj, razlikuje se pa v tem, da imamo recimo to višja krivulja je pri višjih obratih, nižja krivulja pri nižjih obratih. No, potem imamo pa še dve krivulji sta narisani, to so pa karakteristiki sistema. Ti dve pa povesta pravzaprav, da če imamo neko večjo tlačno razliko, lahko dosegamo večje pretoke. To je tipično kvadratna krivulja, parabola. In zdaj vidimo, da sta dve različni karakteristiki, spodnja je tista, v kateri ima sistem nižji upor. In zdaj želimo, se pravi, če želimo dosegati večje pretoke, jih lahko dosegamo tako, da pač znižamo to karakteristiko sistema. Na ta način lahko iste pretoke dosegamo recimo z nižjimi obrati ventilatorja, kar pomeni tišje delovanje in manjšo porabo energije. Tako da, zato
recimo se bom na tej predstavitvi koncentriral pač na pretok, a ne, se pravi, to je ena od možnosti izboljšav, a ne, se pravi, če pogledamo en tak sušilni stroj, tega dobimo pač v neki CAD obliki, 3D geometrije v CAD obliki, nas pa zanima samo tisti del, v katerem teče zrak, a ne, se pravi, to je naša domena, ki jo moramo nekako iz tega CAD geometrije še z orodji obdelati, da je ta geometrija vodotesna, ne. Zdaj, za sam izračun pretoka potrebujemo v tej naši domeni, potrebujemo hitrostno polje. Moramo znati izračunati hitrostno polje. Izračunamo ga pa seveda tako, a ne, oziroma seveda tisti, ki ste pač inženirji, a ne, je potrebno rešiti v tej domeni Navier-Stokesov enačbo, ki pravzaprav pove, v resnici je to, lahko jo razumemo tudi kot Newtonov zakon, a ne, na levi strani zgornje enačbe imamo pospešek infinitezimalno majhnega delca, na desni pa sile, ki delujejo nanj. A ne, poleg te enačbe moramo zadostiti še kontinuitetni enačbi. No, te enačbe pa potrebno rešiti ob določenih robnih pogojih, a ne, ta je pravzaprav dokaj enostavna, ne, se pravi, da je hitrost na površini enaka pač hitrosti same površine, kar velja tudi za ventilator, in pa seveda v določenih začetnih pogojih, a ne, če imamo časovno odvisno simulacijo. Zdaj, tole bom res na hiter, a ne, se pravi, zdaj rešujemo seveda numerično za metodo končnih volumnov, finite volume method, a ne, se pravi, bistveno pri tej metodi je, da to računsko domeno, ki je bila tudi na prejšnji sliki prikazana, razdelimo na kontrolne volumne, enačbe integriramo po kontrolnih volumnih, seveda tega ne počnemo, ker je to že software, ne, za to narejen, ampak samo to, da razumemo principe. Te enačbe potem dejansko predelamo v algebrsko obliko in ta algebrska oblika, ki jo vidimo zapisano, povezuje vrednosti v posameznih teh kontrolnih volumnih z celicami, to je sinonima, ne, v tem primeru z celicami v sosednjih kontrolnih volumnih. In rešujemo enačbe za komponente hitrostnega polja, za tlak, recimo tudi temperaturo, če je, pa ne v tem primeru, potem pa še za količine turbulentnega modela, no, ki sem sicer ga namenoma izpustil, a ne, da ne bi preveč bilo teh enačb. Skratka, za N celic, se pravi, če imamo mrežo z N celicami, dobimo sistem N enačb z N neznankami, a ne. Zdaj, ta N je pa lahko zelo velik, ne, par milijonov. Tako da, kar je pa sreča, je pa ta, da je ta sistem prazen, a ne, oziroma da je matrika redka. Se pravi, večina, matrika sistema, a ne, večina teh koeficientov je enaka nič, a ne. Sistem rešujemo iterativno in zdaj vse to povedano je sicer dobro poznati, ampak načeloma imamo za to komercialna orodja, razumevanje pač delovanja je sicer dosti pomembno, ampak včasih se zgodi, da te pakete uporabljajo tudi pač, ja, morda kdo, ki ne pozna principov, pa jih še vedno uspešno uporablja, a ne. No, zdaj za konkreten primer je tale recimo računska mreža, sestavljena iz poliedrov in heksaedrov, zato je pač se imenuje poliheks, obstajajo še, bi rekel, te kontrolni volumni so lahko poljubne oblike, no, poljubne, ja, fino je že, da so konveksni, a ne. Zdaj, sami mogoče detajli, a ne, te mreže, ključno je, a ne, da je mreža dovolj gosta, kjer imamo neke, kjer pričakujemo visoke gradiente in neke, bi rekel, recimo, kjer imamo neke detajle, recimo pri odprtinah v zadnji steni bobna, seveda jih ne smemo zanemariti, ne. Nepomembne stvari pa pobrišemo. Ja, mogoče bi tle omenil samo še to, a ne, da ta mreža je pravzaprav sestavljena iz dveh delov, en je ta rotirajoči se del okoli ventilatorja in pa ta fiksni del, a ne, ki je pač preostanek, a ne, večji del.
No, zdaj konkretno ta mreža ima, kot vidite, okoli 25 milijonov celic, a ne, in pa 115 milijonov stranic, pa 70 milijonov teh točk, a ne. Se pravi, je sorazmerno velika zadeva, a ne, pa če upoštevamo, da rešujemo recimo za 6 spremenljivk v vsaki od celic, a ne, si lahko predstavljate, da je to kar sorazmerno velika količina podatkov, ne. Sicer ja, ni primerljiva z nekimi terabajti, a ne, ki so bili prej omenjeni, pa vendar. No, zdaj pa, če gremo že kar sami rezultati, ki jih dobimo, a ne, se pravi, lahko jih predstavimo recimo v obliki nekih tokovnic, a ne, in tudi vidimo, da lahko izračunamo pretok skozi pač aparat, potem lahko si ogledujemo recimo hitrostno polje, statični tlak. Zdaj, kar je pa mogoče še bolj zanimivo, a ne, za sam razvoj, a ne, je pa oceniti, kakšne so aerodinamične izgube, a ne. Recimo, kako do tega pridemo, a ne, če pogledamo ta integral, ne, se pravi, integral, to je dejansko pretok energije skozi določeno površino, a ne, se pravi, tukaj sem označil, se pravi, so označene različni preseki, ne, in lahko opazujemo, kako se ta količina, ne, spreminja po določenih presekih, a ne, če gremo po vrsti od ventilatorja skozi boben in nazaj, a ne. Zdaj, to je pravzaprav argument, a ne, noter v integralu je pravzaprav del, se pravi, tisti, ki poznate Bernoullijevo enačbo, a ne, to je za neviskozno tekočino, se ta del ohranja, plus še roge H, a ne. Zdaj, če ne bi imeli izgub, bi bila ta vrednost konstantna, ne? Ampak seveda ni, a ne? In zdaj seveda lahko pogledamo na različnih, bi rekel, na različnih presekih, vidimo, kako se pač ta vrednost tega integrala zmanjšuje, ne? Se pravi, vidimo dejansko, kako se, na katerih odsekih so, bi rekel, velike izgube in kje se splača recimo delati določene spremembe. No, in to je potem še grafično prikazano s tem, da na x-osi ni razdalja, ne, ampak so samo zaporedne številke. Se mi že mudi, prav. No, skratka, potem lahko preizkusimo različne modifikacije. Zdaj verjamem, da bo v naslednjem predavanju kakšna bolj napredna metoda za to, a ne. Pri nas se bolj zanašamo na neko izhodiščno stanje, pa potem neke, bi rekel, izkustvene modifikacije oziroma neke ideje, ki se pojavijo, jih lahko preizkusimo in potem naredimo izračun. Zdaj, to je pač primer različnih modifikacij, a ne, dobro, tista zgoraj je brez filtrov, a ne, to sem sicer pozabil omeniti, a ne, da so še filtri tukaj, ki jih je treba upoštevati in vidimo, kako različne modifikacije vplivajo. Vidimo, da ta modifikacija številka 3 recimo za 9% poveča pretok, kar pomeni, da lahko v praksi za 9% zmanjšamo obrate ventilatorja, kar bistveno zmanjša hrup, a ne, na primer. Ja, zdaj bi še to omenil, a ne, se pravi, takle izračun za eno modifikacijo recimo traja na Vegi na enem nodu za 128 jedri, to je časovno odvisen izračun, recimo 3 dni. Se pravi, omejitev je 2 dni standardna, ga je treba vmes pač še enkrat reštartati, a ne. Mogoče se bo potem še okoli tega se da kaj pogovoriti, a ne. Zdaj, ja, zakaj je sploh koristno tole, zakaj sploh uporabljamo HPC? Zaradi tega, ker je te izračune možno izvajati vzporedno, a ne. Vzporedno pa izvajamo tako, da izračun razdelimo na več, se pravi, da domeno razdelimo na več delov, več particij in vsaka particija, za vsak del, se pravi, se izračun izvaja na svojem jedru, ki so pa lahko seveda zdaj na istem PC-ju ali so pač na več jedrih, več procesorjev, recimo na enem računalniku, se pravi v tem primeru delovne postaje, ali pa na več procesorjev različnih, se pravi na različnih vozliščih HPC-ja. Zdaj, kar je tukaj pomembno, je pa pohitritev, a ne, se pravi, kolikrat hitreje dejansko zračunamo recimo na n jedrih kot na enem, a ne. Zdaj, idealno bi bilo, da pač n-krat hitreje, a ne. Vendar pa v realnosti to ni res, a ne.
pri velikem N, a ne, čas za komunikacijo med jedri lahko zelo velik. A ne. Zdaj konkretno, recimo za tisto geometrijo, ki je bila predstavljena, je tukaj test za 400 iteracij, a ne, na, se pravi tisti mreži 25 milijonov celic, a ne, in vidimo, da dejansko na enem nodu, a ne, 128 jedrih je pohitritev skoraj 4, a ne, če primerjam. Aha, izhodišče je pa seveda na 32 jedrih, no, ker na enem jedru bi predolgo čakali. Potem na 2 nodih, a ne, vidimo, da je ta učinkovitost že kar pade, a ne, zaradi komunikacije med nodi, medtem ko na 4 nodih, ne, na 4 vozliščih, je pa to že pravzaprav zelo slaba slika, ne, s tem, da tukaj pa treba biti poštena, ne, in je treba mogoče povedati, da se da to še optimirati z izbiro nodov, ki so med sabo direktno povezani. Ampak seveda to pa prinese še tudi daljše čakalne čase za sam izračun. Ja, kako še izgleda v praksi, a ne, mogoče se pravi, zdaj prva stvar je, prvi korak je priprava geometrije, da odstranimo nepomembne podrobnosti, potem izračunamo mrežo, potem se sam izračun izvaja in na koncu ga še postprocesiramo, se pravi analiziramo dobljene podatke. Zdaj tale del, a ne, tretji korak izvajamo na HPC-ju. V praksi, a ne, kako izgleda, se pravi pripravimo geometrijo, potem prenesemo primer na HPC, se prijavimo na HPC, potem potrebujemo še baš, se pravi skripto, ki zažene pač ta naš izračun. Poleg tega rabimo še tekstovne datoteke, v konkretnem primeru za ANSYS Fluent, a ne, tako imenovano journal datoteko, potem sam izračun poteka in pa potem dejansko prenesemo rezultate nazaj na lokalni računalnik. Lahko bi jih pač pregledali tudi oziroma proizvedli neke slike tudi na HPC-ju. Zdaj pa mogoče samo še zadnja točka omejitve, a ne, so pa očitne, a ne. Ena je razpoložljivost vozlišč, potem je razpoložljivost licenca, ne, pri nas imamo tako urejeno, da je licenčni strežnik v Gorenju še vedno in pa ena omejitev je seveda še hitrost prenosa podatkov. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mencinger, za tole predavanje. Imate v občinstvu morda kakšno vprašanje zanj, glede na pravkar povedano? Sicer morda, ne vem, če sem preslišala, oziroma niste omenili, kakšna je bila na koncu ta optimizacija, recimo od kod do kod ste prišli s pomočjo tovrstnih pač računskih strojev, pomoči superračunalništva? Kako vam je uspelo napravo optimizirati? Ja, zdaj ta konkreten primer je dejansko še tekoč projekt, a ne. Drugače pa ja, marsikateri aparat smo že optimirali na ta način, oziroma na ta način si pravzaprav zmanjša število prototipov, ki jih je potrebno narediti, a ne. Zdaj, ja, od hladilnikov do pečic, a ne, marsikaj, a ne. Ampak ja, nimamo pa, bi rekel, neke optimizacijske metode, ki bi pač, bi rekel, v smislu umetne inteligence, a ne, da bi vrgli podatke v računalnik, pa zaenkrat se še, recimo, na svojo inteligenco zanašamo. In katera od naprav, torej gospodinjskih pripomočkov, je najzahtevnejša za to vrstno analizo, recimo, da ima največ parametrov? Najzahtevnejše so pečice, zaradi tega, ker imamo poleg recimo toka tekočine, moramo še prenos toplote upoštevati in sicer pri pečicah imamo pač 3 mehanizme, a ne, prevod, konvekcija pa še sevanje. Tako da so tudi računsko dosti zahtevne. Zanimivo zvedeti tudi to drugo plat gospodinjskih aparatov, s katerimi tako v vsakdanjem življenju vsi rokujemo. Najlepša hvala vam za tole predstavitev in pa dodatna pojasnila. Hvala.